Urška Mlinarič, večer. Mene pa zanima ta omejitev na 10 oseb oziroma izjemoma 50. Torej prav razumem, da z odlokom omejujete število oseb tako za javne kot zasebne prireditve. Tako, ja. Torej, na primer, poroka, kjer bo 50 povabljenih in bo imela seznam, je možna. Neka prireditev, na primer kulturna, kjer pa je javna in ni seznama, pa ni možna, če je več kot 10 oseb. Hvala za to vprašanje. Jaz sem bil včeraj doma opozorjen, da po nepotrebnem preveč vznemirjam predvsem neveste, organizatorje porok, ko sem včeraj odgovoril na neko vprašanje in sem rekel, da je treba, če se le da, zmanjšati število udeležencev, da pa naj v avgustu porok ne organizirajo. Torej, bil sem deležen opozorila, da to ni bilo taktno, da vznemirjam ljudi, ampak ob dejstvu, da so poroke še vedno možne, morajo povabljeni vendarle vedeti, da bo organizator poroke moral pobrati njihove podatke. Ime, priimek, zelo natančen naslov in tudi telefon vsakega od njih, ukolikor bi bilo potrebno, da se zaradi pozitivnega testa kateregakoli udeleženca te poroke to potrebuje, potem bo moral organizator te poroke NIJZ posredovati seznam udeležencev in udeleženk, da bi jih NIJZ kontaktiral in poskušal ugotoviti, s kom od teh so bili blizu ali pa preblizu, od kod in kam bi lahko virus šel. Gre za ukrep, ki je predvsem namenjen vsakemu udeležencu. Zaveze iz tega naslova pa ima organizator, prireditelj. Najbrž sta to mladoporočenca. Tiste dva, ki morate poskrbeti za to. Morda se bo, zdaj bom spet šel morda predaleč, kdo na podlagi tega odločil, da je tveganje preveliko in se bo zahvalil za povabilo, ampak organizatorji pač, če to počno, če je na dogodku več kot 10 ljudi in v primeru poroke običajno je več kot 10 ljudi, se mi zdi, da je to odgovorno ravnanje do povabljenih. Skratka, če se ti nekdo odzove na tvojo prireditev, se moraš tudi ti primerno odzvati, da ga zaščitiš, če bi do kakega takega incidenta oziroma okužbe kogarkoli prišlo. Kako pa odgovarjate na mnenja pravnikov, da denimo poroka ni javni dogodek in da torej tega ne morete omejevanja števila ljudi določati z odlokom, ampak da je treba spremeniti zakon? Nobene razlike ni med okužbo na javnem dogodku ali pa na zasebnem dogodku in ne pristajam na tezo, da so tisti, ki so okuženi na javnem dogodku, deležni hitrejše pomoči in ukrepanja kot pa tisti, ki so na zasebnem. Tukaj diskriminacije preprosto ne sme biti in če temu tako, verjamem, da tudi pravniki to lahko razumejo. Samo še toliko, da bodo ljudje razumeli, torej, če nehče organizira družinski piknik, na katerega povabi 20 ljudi, torej mora imeti seznam in ga hraniti en mesec. Jaz mislim, da to vsak razume. Skratka, če že v takih razmerah organiziraš piknik, potem moraš prevzeti tudi odgovornost za zdravje teh ljudi in poskrbeti za to, da bo lahko Nacionalni inštitut za javno zdravje v primeru, da je treba ukrepati, pomagal čim hitreje. Za to gre. Da se bolezen ne razvije oziroma da se osebo sami čim prej je mogoče. Hvala. Erna Petrač Barborič, Televizija Slovenija. Več vprašanj imam. Najprej za vas, gospod Kacin. Omejitev na 10 ljudi, to velja tudi za gostinske lokale, hotele, avtobuse? Ne, za gostinske lokale ne velja, saj za gostinske lokale o gostinskih lokalih govori poseben odlok. Se razumemo, kako to tam poteka. Tam so druga priporočila, tam so distance, ampak veste, ko je piknik, potem sedimo, kjer sedimo, se družimo, kolikor se družimo, ljudje so veliko bliže, ker so vsi blizu in se praviloma poznajo, se tudi, če smem reči, dotikajo, kot je prej rečeno, bilo rečeno strani dr. Logarjeve, se morda tudi objemajo, se pozdravljajo, se rokujejo in to so vse priložnosti, kjer lahko virus preskoči. Iz teh razlogov pač to odsvetujemo, kjer pa se to dogaja, pa naj vendarle preventivno poskrbijo za to, da bi v primeru potrebe znali pomagati. Še enkrat povem, odlok govori o tem, da je treba seznam po enem mesecu uničiti. Uničiti, ne
pozabiti, ampak imeti seznam, kajti vsi, ki pridejo, se med seboj ne poznajo. Ne? Pač bil je nekdo visok ali pa manjši, to je marsikdaj vse, kar veš, odkot je bil, ne vem, prišel je z nekom drugim. Skratka, treba je narediti seznam, da si znamo pomagati. In to se mi zdi odgovorno ravnanje od organizatorja, od gostitelja, gostiteljice. Na drugi strani pa se mi zdi, da tudi javnost razume, da vse to, kar zdaj počnemo, je proces intenzivnega ozaveščanja. Kot je bilo tukaj že povedano, sami lahko ustavimo vse, ko smo odgovorni drug do drugega. Samo za to gre, za nič drugega. Država ne potrebuje tega seznama. Ta seznam morda potrebuje Nacionalni inštitut za javno zdravje, takrat, ko bo opravil anketiranje in se z ljudmi pogovoril.